Živijo. Zadnjič smo povedali, da je džin destilat. Če se čemo malo bolj globoko pogovarjati od džina, moramo prvo razčistiti, kaj je to destilat in kaj je destilacija. Prepogosto čujem, da je destilacija način za pridobivanje alkohola. Če bi bilo to res, bi bil šnopec bolj poceni kot voda in tu žal ne gre. Alkohol za pit pridobivamo izključno s fermentacijo, s katero so krive gljive kvasovke. Sam na ta način dobimo samo tam, da je 17%, kar je za nas seveda premalo. No, v sreči so se že naši predniki spomnili destilacije, s katero bi lahko teh 17% skoncentriramo kjer nad 90%. Teorija za tem je taka. Če imamo zmes dveh snovi, ko vrejesta po različnih temperaturah, lahko to lastnost izkoristimo, da te dve snovi ločimo. Vzamemo na primer alkohol in vodo. Alkohol vreje pri nižji temperaturi kot voda. Tako da če to zmes segrevamo, se bo prvo uparil alkohol. No, če to paro v drugi posodi spet ohladimo, bomo spet tam dobili utekočinjen alkohol. Samo zdaj ne bo več imel vode zraven in bo bolj čist. No, v praksi ne gre jih tako. Zmeraj izhlapi še nekaj vode in tudi drugih snovi, kar ni nujno slabo. Recimo brinjevci, jamovka imata različen okus, glih zaradi tega, ker njihove osnove imajo različna eterična olja in ta shlapijo skupaj z alkoholom in dajo končni produkti okus. Kakorkoli obrnemo, moramo prvo imeti eno snov, ko vsebuje cukor. Potem s fermentacijo kvasovke ta cukor pretvorijo v alkohol, na konci, ko mi lahko to še zdestiliramo, dobimo žganje. Tako se z grozdja dobimo vino in polevinjak, se z ječmena, pivo in poleviski, se z jabolk, sajder, sadjevc, z melase, s fermentirano melaso in na konci rum. Če pogledamo malo v zgodovino, destilacija ni tako nova stvar. Že Mezopotamci se uporabljali izdelati razne esence, balzame, parfume. V prvih 200 letih našega štetja je cvetela arabska kultura in oni so znanje nasplošno razširili po celem Bližnjem vzhodu. V teh cajtih so začele nastajati znanosti, matematika, filozofija, astronomija in tudi alkimija. To je bila nekako pranona od današnje kemije in farmacije. Alkimisti so bili zanimivi ljudje, ko so bili zelo pomembni za razvoj destilacije. Imeli so dva življenjska cilja, da bi kakšno poceni kovino znali spremeniti v zlato, zato da bi bili za zmeraj bogati, in da bi odkrili eliksir življenja, da bi živeli za zmeraj. Da bi dosegli te cilje, so delali vse sorte čudaških eksperimentov. Samo med drugim so tudi dosti destilirali. In izumili so tudi prve posode namenske za destilacijo, ko so jim rekli alembiki. Prvi so bili zelo primitivni, nerodni in z njih je preteklo bolj malo. Sem s cajtom so jih seveda izboljšavali. Prva taka pomembna izboljšava je, da so jih začeli delati z bakra, te druga pa je, da so začeli uporabljati vodo za hlajenje pare. Tu je praktično enak kot kakor še danes uporabljajo noti. In vse tu so izumili muslimani, ko ne smejo piti alkohola zaradi vere. Znanje o destilaciji je v Evropo prvo prišlo okoli 7. stoletja, kadar so Arabci okupirali Iberski polotok. Sam resen razcvet smo doživeli okoli 14. stoletja, ko so začeli v Evropo padati Turki. Cajt za se ukvarjati s takimi stvarmi so imeli predvsem menihi, ko so tudi zelo radi pisali in zato imamo z tistih cajtov prve knjige o destilaciji. No, nobeni alkimisti ni uspelo pretvoriti železa v zlato. So se pa naučili delati žganje in glede na učinke so si mislili, da smo že precej blizu eliksirja življenja. Zato so ga poimenovali aqua vitae, ali pa voda življenja po naše. Izpeljanke tega imena se še zdaj uporabljajo, recimo eau de vie, aquavit, ali pa tudi viski je izpeljanka tega imena. S cajtom se je žganje začelo uporabljati tudi bolj v rekreativne namene. In tle so se pokazale slabe strani žganjarskega kotla. Po vsaki uporabi moraš sprazniti in očistiti. V cajti industrijske revolucije to ni bilo več sprejemljivo. Zato so izumili več naprav za kontinuirano destilacijo. To pomeni, drozga cel cajt teče noter in, kar je bolj važno, se z naprave ven cel cajt brez prekinitev in še bolj čist poprej teče šnopec. Aeneas Coffey je leta 1830 patentiral eno od takih naprav. Njegova se v praksi ni bolj obnesla in zato jo uporabljamo še danes.
Rečemo ji stolpni destilator ali pa coffee still po angleško. Z njimi še zdaj proizvedemo večino industrijskega žganja na svetu. No, zdaj smo nekako pogledali, kaj je destilacija, naslednjič gremo pri na vrsti. In hvala Boži, če ne bi bilo tamnih pištolj, ne bi bilo ta hršanka, in če ne bi bilo njihovih luči, bi danes snemali v temi.